Za Aeroklub Slovenske Konjice so bili tudi letošnji 1. avgustovski dnevi rezervirani za prikaz dejavnosti društva, ki je bilo kot klub pilotov in ljubiteljev letalstva ustanovljeno leta 1979. Danes šteje nekaj več kot 100 članov, ki se združujejo v različnih sekcijah. Ponosni so na letalsko šolo, ki je v preteklih letih izobrazila več kot 100 pilotov motornih letal in helikopterjev. Na letališču Slovenske Konjice, kot se po novem imenuje letališče na Senožetu pri Ločah, izvajajo tudi šolanje padalcev in jadralnih pilotov. Šolanje se izvaja na sodobnih motornih letalih proizvajalcev Utva, Maule, Piper, Cessna, Seneca in Zlin ter na helikopterjih Bell in Enstrom. Načrti vodstva kluba so ambiciozni, povezani z ultralahko letalsko dejavnostjo in razvojem letalske šole na novih generacijah letal, ki so ekološko sprejemljivejša in glede na trud proizvajalcev finančno dostopnejša širšemu krogu tudi zasebnih uporabnikov. V soboto 4. avgusta so člani kluba na letališču Slovenske Konjice na Senožetu pri Ločah organizirali in izvedli tekmo v natančnem pristajanju z motornimi letali, ki so se udeležili člani domačega kluba in gostje iz 2 aeroklubov iz Celja in Ljubljane. Piloti so prikazali spretnosti pri obvladovanju letal in nadzorom nad vremenskimi, predvsem vetrovnimi razmerami, katere so zaradi spremenljivosti letos pomembno prispevale k oblikovanju končnega vrstnega reda na tekmi. Pristajalno polje je za namen tekmovanja razdeljeno na različno točkovane pristajalne segmente. Tekmovalec ima na voljo 4 ponovitve pristanka, v katerih se poskuša čim bolj približati belemu polju, ki ne prinaša kazenskih točk. Večja razdalja dotika koles letala od ničelne točke pristanka prinaša večje število kazenskih točk in s tem posledično slabši rezultat. Prikaz letenja v tekmovalnem krogu in pristanek v segmentirano polje je odlično, sicer v netekmovalnem delu za snemalca naše ekipe demonstriral dolgoletni tudi pilot, trenutno pa župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek, ki se je letos prav tako udeležil tekmovanja, na katerem je ob boku profesionalnih pilotov zasedel 13. mesto. Let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars, where it could just be ours. Let's fade into the sun, let your spirit fly, we'll be our one, just for a little fun. Oh, oh, oh yeah! I want to get away, I want to fly away. Letošnja tekma je bila še posebej zanimiva, saj se je odločila v podaljšku, ki je imela kar 3 dodatne kroge. Po rednem delu tekmovanja, po 4 pristankih, sta imela vodilna 2 enako število točk, kar je prinesla dodatna 2 kroga za predsednika Aerokluba Slovenske Konjice Petra Ravnaka in Nika Petelina iz Aerokluba Celje. Tekmovalca si po dodatnih 2 pristankih še vedno nista razdelila zmage, zato je sledil 3. krog,
v katerem pa je bil bolj natančen domačin Peter Ravnak in tako prehodni pokal zadržal za dodatno leto zopet v domačem klubu. Podaljšku mu je kar v 2 poskusih od 3 uspelo pristati na ničlo, skupno pa 3-krat. Pokal je nasledil od lanskoletnega zmagovalca Stanka Kolarja, prav tako člana Aerokluba Slovenske Konjice. 3. mesto je osvojil Marko Leskovšek, član domačega Aerokluba, ki je za zmagovalcema v rednem delu tekmovanja zaostal le za 30 točk. Letošnjo tekmo je popestril član Aerokluba Ljubljana, ki se je tekmovanja udeležil z ultralahkim letalom in pokazal spretnost majhnih in okretnih letal, ki vse bolj dobivajo na veljavi tudi zaradi uspešnega slovenskega proizvajalca iz Ajdovščine Pipistrel, ki je eden od vodilnih proizvajalcev tovrstnih letal na svetu. Ob tem velja izpostaviti povezanost konjiškega letališča z dejavnostjo ultralahkega letenja, saj svoje letalo Pipistrel Virus, s katerim je letos obletel zemeljsko oblo, v klubskem hangarju hrani tudi Matevž Lenarčič. Letališče nudi prostor za hrambo in testiranje tudi avstrijskemu proizvajalcu žirokopterjev Trixie Aviation, ki ima proizvodne prostore v bližini letališča na Zbelovem, kjer se stavljajo prve serijske žirokopterje na svetu. Letališče na Senožetu je bilo tudi letos kraj druženja in redne letne skupščine Društva vojaških pilotov vseh generacij in prijateljev vojaškega letalstva. Zbrala se je okoli 50 članov društva, ki so svoje srečanje pričeli z druženjem in obujanjem vojaških spominov ob hrani in pijači, ter ga kasneje nadaljevali s postrojem članov in izvedbo skupščine društva. Začetki delovanja letališča na Senožetu segajo v 50. leta prejšnjega stoletja, ko so se pričeli prvi pristanki letal na lokaciji današnje letališke steze, ki je v letu 1994 dobila končno podobo z 810 metri dolžine in širine 60 metrov. Leto kasneje je navkljub večjim zapletom članom društva uspelo postaviti tudi letališki hangar, aneks z učilnicami in upravnim prostorom pa so dogradili v letu 1999. V letošnjem letu letališče dobiva tudi nov pomemben objekt, to je letališki stolp, ki je eden od pogojev za nadaljnji razvoj letališča. Visok bo okoli 20 metrov, v spodnjem delu bo nudil prostor novim upravnim prostorom in učilnici, v zgornjem delu pa bo pravi letališki stolp z vso potrebno komunikacijsko in informacijsko opremo za varno spremljanje letal pri preletih, še posebej pa pri pristankih in vzletih s konjiškega letališča. Yeah.